Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si lahko ogledate razstava Vojna za Slovenijo 1991, volilno-programska skupščina stranke Desus Slovenska Bistrica, zaradi vpisa osebne zdravnice kaos pri Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica, literarni večer z Ireno Svetek, okrasitev Trga Svobode z rožnatimi pentljami, 13. redna seja občinskega sveta občine Slovenska Bistrica. V avli osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica je bila od 23. do 26. septembra na ogled razstava z naslovom Vojna za Slovenijo 1991. Gre za razstavo o osamosvojitveni vojni, katere vsebina je podkrepljena z več dokumenti in fotografijami. Razstavo je pripravilo Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica. V gostišču pri Martinu je pretekli petek potekala volilno-programska skupščina stranke Desus Slovenska Bistrica. Za novega predsednika so izvolili Ivana Kumavra, ki je nasledil Bojana Fajsa. Na skupščini so prisluhnili poročilom o delu občinske organizacije v obdobju 2020-2024 in sprejeli program za prihodnji 2 leti. V ospredju našega programa bo, da nadaljujemo program do leta 2026, potem pa se tudi aktivno moramo začeti pripravljati na nove državnozborske volitve ter volitve z občinskim merilom. Naša želja je, da v naslednjem mandatu dobimo se vsaj 3-4 nove svetnike v občinskem svetu, ker lažje bomo takrat uveljavljali ciljne točke našega programa. Ker sedaj sem sam v svetu, ampak moram reči, da sem zadovoljen, da tudi prisluhnajo mojim predlogom in mojim idejam. Tako da zaenkrat sem zadovoljen, bom pa delal na tem, da tako sem že prej omenil, da še enkrat da dobimo vse 3 nove svetnike v občinski svet občine Slovenska Bistrica. Skupščine se je udeležil tudi novi predsednik stranke Desus, Vlado Dimovski. Najpomembnejši cilj, politični cilj je priti v parlament, ker edino tako bo lahko stranka Desus zagovarjala nek določen program, ki bo temeljil predvsem na tem ojačati vlogo starejših, ampak ne le starejših, preko neke medgeneracijske pogodbe oziroma medgeneracijskega sodelovanja povečati tudi neko povezanost družbe. Slovenija se namreč razslojuje in naša ideja je, da bi tudi stranka Desus pripomogla k neki večji koherentnosti naše družbe. Seveda so pa potem programi oziroma ta program za nekatere cilje, predvsem je to pokojninski sistem nedvomno, pa socialni sistem. Mi smo se odločili, da bomo delovali sistematično, torej ne samo na paberkovanje nekaterih določenih ciljev, ampak predvsem sistematično dogotoviti tisto, kako in na kakšen način sprovedati nekaj, kar bo izboljšalo sistem in njegovo učinkovitost. Vidimo recimo na zdravstvenem sistemu je cela vrsta nekih pobud, ampak problem je seveda te neka trenja, ki onemogočajo potem implementacijo tudi nekih določenih aktivnosti. Potem je šolski sistem, ker smo nedvomno seveda vsi povezani. Šolski sistem je pomemben zato, da opolnomočimo mlajšo generacijo, morda tudi starejšo, da bo bolj usmerjena k temu nekemu pridobivanju znanja, k neki kreativnosti, seveda pa da bo tudi uporabljala določene izkušnje, ki jih imajo starejši za nek nov ciklus. Naj povem, da stranka Desus je v novem ciklusu zdaj, ker profil stranke se spreminja, tako vodstvo kot pokrajinski odbori, ko smo imeli priča danes, ki je bil občinska organizacija Slovenske Bistrice, prišlo do sprememb z ambicioznim predsednikom, ki bo seveda usmerjeno to, da bomo v bistvu kot stranka tudi prisotni na političnem parketu bolj, kot smo bili v preteklosti. Pretekli ponedeljek smo bili zaradi vpisa pacientov pri osebni zdravnici priča pravemu kaosu pri Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica. Že od zgodnjega jutra so pacienti čakali v dolgi koloni. Zato je bilo med čakajočimi razumljivo veliko nejevolje. Za pojasnilo smo po 8 uri povprašali vodstvo Slovenjebistriškega zdravstvenega doma. Mi smo pravzaprav žalostni, da toliko ljudi tukaj čaka. Žal druge opcije ni. Naša pravila
pravila, naši zakoni ne dovoljujejo avtomatskega prepisa, ne, vsak mora sam priti podpisati izjavo, ne, in potem se je zgodilo to pač, kar vidite zunaj, ne, da so ljudje že malo po 5 uri so že čakali v koloni, tako da žal, ne, mi obžalujemo, mi bi tudi radi, da se da drugače, ampak žal drugače ne gre. Torej lahko kljub temu zagotovite, da bodo vsi prišli do svojega osebnega zdravnika? Ja, gledajte, upamo, da čim več, ne, tudi nova zdravnica, ko pride, jih bo približno okrog 1500 lahko upisala, ne, računamo, da naj bi se danes, če bo vse v redu, tudi s sistemom izvedlo okrog 1000 upisov, ne, potem pa je še jutri od 2. ure ali od 12. ure, popoldan, ne, se bo še tisto ostalo upisalo, ne, kar je. In koliko ljudi pravzaprav še čaka na svojega osebnega zdravnika? V ambulanti za neopredeljene je bilo prejšnji teden nekje okoli 1300 pacientov. To so predvsem bili pacienti dr. Pavlovičeve, koncesionarke, ki se je upokojila. Kot rečeno, pa je nekaj okoli 400 pacientov še, mislim, da dr. Antolinčeve, ki so ostali neopredeljeni, ne, ja, brez zdravnika. Razmere so se zaostrile, ko je strokovni direktor okoli 11. ure sporočil, da so mesta zapolnjena in da novih pacientov ne sprejemajo več. To je pri ljudeh povzročilo ogorčenje in zaradi glasnega razburjanja je morala pred vrati posredovati tudi policija. Zaradi kaotičnega stanja pri zdravstvenem domu Slovenska Bistrica pri vpisu osebnega zdravnika je množica pacientov prišla po pojasnilo tudi do župana občine Slovenska Bistrica, dr. Ivana Žagarja. Kot smo že poročali, se je dolga kolona čakajočih ljudi pred zdravstvenim domom vila že od zgodnjega jutra, vendar pa vsi niso prišli na vrsto pri novi zdravnici. Zato je bila njihova jeza razumljiva. Če sem jaz danes čakala 6 ur tam, svoj dopust sem dala, kam mi ga boste vi dali? Ne boste mi ga dali, verjetno ne, ne? Meni ga je Geja dala zato, da sem si šla osebnega doktora zrihtati. Ne, ni res, s tem mi nič ne rešimo, da se te vi pogovarjali, pa kako se bo to rešili, ker bom spet čakala 6 ur, ko bom prišla do vrat, pa bo ona rekla, nasvidenje, zapiramo. Ne, to ni rešitev. Tudi predlagali smo danes, da pač kjer smo ostali tam, da se nas popiše. Tudi do tega ni prišlo, niti hodi prisluhniti nam, priti nasproti nam, popišite nas vsaj tukaj, zdaj ko smo, da vemo, da lahko pridemo mi prvi na vrste. To bi pač, če bi to naredili, že bi se nekako približali, ampak točno tako. Ne. Pokazali bi voljo, pa tisto, da vsaj zastopijo ljudi, ki smo bolni, pa ki nimamo zdravnika, ne eno, pa ne drugo. Zdaj izgovarjanje strani zdravstvenega doma na občino, gledajte, ni relevantno, zato ker zdravstven dom ima svoje vodstvo, ima direktora, ima svet zavoda, ima ljudi, ki tam delajo, ki so za to odgovorni in ki so tudi organizirali celotno zadevo. Vse nas, kar se tiče tega, ni nič vprašal pri organizaciji. Ne? Razumemo, ne? Zdaj, kar se nas tiče, seveda je pač zgodba o tem, da v tistem delu, kjer lahko občina razpisuje koncesije, ja, žal nam še ni uspelo nikoga pridobiti. Jaz sem rekel, da smo že imeli več razgovorov, ne? In tudi rezultat enega teh razgovorov je pač ta zdravnica, ki je prišla nazaj, ker je včasih že bila tu zdravstven dom, jaz sem se še z nekaterimi, ne, ni bila misla, da Celje, pa vse eno, no. Ja, jaz sem se še nekaterimi drugimi pogovarjal, zanimanje določeno je, mi bomo še koncesijo ponovno razpisali, teda jaz upam, da bomo takrat tudi ta krili, ne. Zdaj, kar se pa organizacije, to vrstnih stvari tiče, ne, pa to je pa res stvar zdravstvenega doma, na tomu pa vodstvo opozorili gledati na to, kar se danes dogaja, ne. V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so pretekli ponedeljek novo sezono prireditev odprli z literarnim večerom z Ireno Svetek. Avtorica kriminalke s Črnim princem sklenila priljubljeno trilogijo, v kateri sta še knjigi Rdeča kapica in Beli volk. Pogovor je vodil Dušan Čater. Zakaj si se odločila po 3 leposlovnih delih za kriminalko? Vemo, da so kriminalke v bistvu zelo brane. Predvsem me zanima, zakaj recimo je umor ali pa smrt zakaj je to tako fascinantno. Recimo tudi na IDEO, vem, da ga doma veliko gledaš. IDEO Investigation Discovery program, če kdo ne ve. Nisi edina, pa je najbolj gledan program. Zakaj je umor tako fascinanten?
Jaz mislim, da je umor fascinanten, predvsem za ženske, ne vem, ker ženske veliko bolj zanima ta tematika, kot moške, se jih ne izključuje. Mislim zato, ker gre za neko reševanje misterija, v katerega je vedno ženska vpeta ponavadi, v ne vem kolikih procentih, kot žrtev. Mislim, da je že čisto iz nekega podzavestnega razloga, nekako se bolj identificiramo s to tematiko, že sam po plati recimo spola. To je ena stvar. Druga stvar je, da so kriminalke zanimive zato, ker ti kot bralec aktivno sodeluješ pri ugibanju, kdo je morilec, kaj se je zgodilo, pa kaj je bil motiv, recimo, če je morilec že na začetku dan. In to je ene take vrste branje, ki na nek način malo rahlo zasvoji, ker si aktiven kot bralec in potem, ko prideš do konca, ko ugotoviš, ker si sam sodeloval v razreševanju tega misterija, te uganke, se dobro počutiš. In zato se delajo pač seriali, ker bralci vedno hočejo na nek način še, ker sami sodelujejo, se tudi navežejo na junake. In ko sem jaz začela to pisati čist zelo sramežljivo in zelo tako iz velikim strahom spoštovanjem, ker sem vedno velika fenica tega žanra, se mi zdi, kot da sem prišla domov za to. Nekako, vem tudi, da sem, še ko sem bila mlajša, prebrala že v osnovni šoli celo Agato Kristi in potem sem vedno gledala te kriminalke, brala Skandinavce, Američane, vse, tako da je bilo to nekaj zelo domačega. Trg Svobode v Slovenski Bistrici so v torek okrasili z rožnatimi pentljami, s katerimi so obeležili začetek rožnatega oktobra, svetovnega meseca boja proti raku dojk. Združenje Evropa Dona, podružnica Podravje, je na trgu pripravilo tudi infostojnico. Danes organiziramo prvi dogodek v sklopu rožnatega oktobra. Ob 1. oktobru, začetku meseca boja proti raku dojk, smo se odločili, da bomo na Bistriškem trgu izobesili roza pentlje. Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujem občini Slovenska Bistrica in Komunali Slovenska Bistrica, ki so nam prisluhnili in priskočili na pomoč ob tem dogodku. Danes pa z stojnico obveščamo in osveščamo vse naše občane in mimoidoče o tem, da se je roza oktober začel, da je samo pregledovanje tisto, ki je zelo pomembno v okviru te bolezni in da je bolezen premagljiva, kolikor ga odkrijemo rak pravočasno. Želela bi se zahvaliti vsem mojim članicam podružnice Podravje, ki so danes tukaj z nami na stojnici in so s številnimi izdelki in svojimi prostovoljnimi uricami pripomogli k temu, da bo naš roza oktober v Slovenski Bistrici res dobil pravi pomen. Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je preteklo sredo sešel na svoji 13. redni seji. Svetniki so osrednjo pozornost namenili prvi obravnavi občinskega proračuna za prihodnje leto, odlok so sprejeli z 20 glasovi za in 1 proti. V nadaljevanju seje so se seznanili s polletno realizacijo proračuna za leto 2024. Sprejeli so pravilnik o sofinanciranju društev upokojencev in v prvi obravnavi pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah delovnih teles občinskega sveta ter spremembo odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje. Občinski svet je podal soglasje k uskladitvi cene socialno-varstvene storitve pomoč na domu in podal nestrinjanje k predlaganemu izstopu občine Slovenska Bistrica iz soustanoviteljstva Srednje šole Slovenska Bistrica. Svetniki so prisluhnili tudi poročilo o realizaciji akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v občini za leto 2023 ter potrdili investicijski projekt sanacija plazu na lokalni cesti Cezlak-Kebel ter projekta Komunalna ureditev aglomeracije Slovenska Bistrica in demanganizacija in deferizacija globinskih vodnjakov ter novelacijo investicijskega programa Zeleno parkirišče. Svetniki so se seznanili tudi s poročilom o neurju s točo z dne 13. julija, prav tako pa sprejeli še nekaj premoženjskih in kadrovskih zadev.